Jaz sem Marko Femc, prihajam iz Kamnika pod Krimom, poročen, oče 3 zelo zanimivih hčerk. Moj življenjski moto je Carpe Diem, izkoristi dan, vsak dan, ki ga imamo na voljo, ga polno izkoristimo, ker se ga ne da shraniti za jutri, jutri je že nov dan in tako tudi živim. Kako lepo bomo jogirali. Ja. Sem Mirko Miklič. Namen samega teka je bil in je kakovostnejše življenje. Znova smo tu, skoraj na štartu Bedvotra, da zaženemo tekaške noge in nadaljujemo oziroma ponovim vajo od lanskega leta. Včasih se je treba večkrat zagnati. V športu je pač tako, ni vsak dan enak dnevu, tokrat z več izkušnjami. Moto za letos skupaj s spremljevalno ekipo, skupaj z sotekačem Markom Femcem združno v cilj. Po 800 metrih zavijte desno. Halo. Živijo. Živijo. A vi tečete ali se vozite? Peš gremo in porivamo avto. Zavijte desno. Ne, ker jaz bi že pretekel skoraj ta cak. Ne govori tako, ki smo lansko leto videli, da ni tako. Bo pa letos drugače. Ja. Ne, zdaj imamo po boljši par kilometrov, imamo, pa smo v Lampajnu. Ja, ampak zaradi tega, da bi prišel jaz, da pridem do Don Vila. Se tam pri hotelu se dobimo. Ja, kateri? Dobro. Evo, zdaj smo tle. Jutri je štart, jutri zvečer. Upam, da si pripravljen. Malo si lahko zdaj tle pogledava, kako bi to izpeljala. Se pravi, štartamo ob 8 zvečer, Badwater. Povprečna temperatura 48 stopinj. To je zdaj dolgoletno povprečje, ja, nekako 48, tako da je za pričakovati. Sicer malo manj, ker štartamo zvečer, da bo po noči. Da bo 47. Ja, tako. Se bo lažje dihalo. Vroče. In pol smo si nekako razdelili to na odseke, da bomo prvo mi lažje malo spremljali, kako boš na poti, da vidimo, ali moramo iti malo bolj počasi, malo bolj hitro. Prvi odsek je približno 68 km, nekako smo si to zadali, da bi v 7 urah ti to pretekel. Se pravi, to je 6 minut in 11 sekund na kilometr, to mislim, da je dosegljivo, vzdržno. Se pravi, da tam bi mogli biti okoli 3 po noči. Glede na srčni utrip, ko bo vroče, ker se poveča. Po moje je prej problem, da bi bil tle lahko prehiter, ker je na začetku euforija, si še spočiti in tako, tako da tle si treba držati malo nazaj in res probati teh 6 minut delati. Stovepipe, ko pridemo, pač začne prvi vzpon. Se pravi, da tle je zdaj prvi problem, bi temu rekli, temperatura bo še vedno visoka. Tam bomo okoli 3 po noči, se pravi, da to je idealno, če uspemo biti ob 3 po noči, bo relativno hladno. Tle bi se tudi nekako po moje ustavili prvič za malo dalj časa. Tle načeloma tudi lahko jaz vstopim, se pravi, da lahko zdaj tečemo tle naprej stavo. Do tle si sam, od tle
lahko greva skupaj naprej. Oči zdaj piše Femc. Feme, narobe je napisal. F-E-M-C. Še dobro, da gre dalo. Čez pol ure se bo pričel letošnji Badwater 135 mil oziroma 217 km. Zaradi visokih temperatur velja to za eno izmed najtežjih tekaških preizkušenj na svetu, letos tudi s slovensko udeležbo. Mirko Bogomir Miklič, ki je lani odstopil na polovici proge v kraju Panamint Springs, štarta letos v prvi izmed 3 skupin, to je ob 8 zvečer. Marko Femc, novinec in 3. Slovenec sploh, ki se bo podal po tej nenavadni dolini, štarta ob 10 zvečer. Pusti, ne boš šel daleč, Mirko. Kako? Pusti, ne boš šel daleč. Jaz tudi ne. Samo 16. Peljemo se na štart, 2 ure do štarta, 30 km in imamo peščeni vihar, 45 stopinj piha in pa pesek nosi, da je krjoj. To bo še veselica. Who's here for the first time ever? Yeah! Fantastic. And besides the USA, what other countries do we have represented? Slovenia! Slovenia? Norway! UK! All right, Norway, Cayman Islands, Spain! Poland. Kot študent sem se ukvarjal z športom, najprej z rokometom, potem sem imel poškodbo in sem iz rokometa prestavil v fitness, tako da smo kolesarili, tekali, delali v fitnessu. Potem pa po koncu fakultete pride služba, pridejo otroci, pridejo obveznosti in časa za šport zmanjka. In 10 let sem v bistvu preživel brez nekih športnih aktivnosti, potem pa mi je zmanjkalo energije in sem vedel, da rabim nekaj. Začel sem s tekom, tek mi je bil vedno blizu. Že v mladih letih, ko smo bili rokometaši, smo takrat še zakazan mogli tekati, kadar nas je trener zalotil pri kakšnih nagajivostih, tako da tek mi je bil blizu. Začel sem s kratkimi teki 4 km 8, potem sem se prijavil na prvi polmaraton v Ljubljani. Kaj mi vode v Ružnico? Prvi v Popovici. In ko smo šli naslednje leto potem na maraton v Radnice, je moj prijatelj iz mladosti Drago Božiček rekel, da on bo pa tekel maraton. In to je bilo zame zanimivo, maraton. Takšna razdalja, to bi pa tudi jaz nekoč. No in potem so stvari šle tako naprej. Zdaj bi lahko kaj plesal. Kakšno polko na ti, no pa je rožica. Odlično ti gre. Ja, zaenkrat je v redu, moram reči, da sem zadovoljen. Pričakujem, da se vrata v pek odprejo, tako da zaenkrat mi še ni, ampak me punce dobro hladijo. Lep imam v kapi, lep imam v bandani, pa na hrbtu, tako da se ne občuti 44 stopinj, tako da to so postali. Kako gre Mirko tudi? Mirko ima vnetje mišice. Na Badwateru je bilo 10 minut po štartu približno, ko se je začel puščavski vihar.
je tukaj pihal, da nas je zaustavil vihar in nas tudi odnašal nazaj. Plus tega je puščavski pesek napolnil tudi dihala. Luka mi je rekel, ne smeš iti hitrejši, ker 6:0 na kilometer. Jaz pa po tistih 10 minutah, koliko časa je približno trajal ta hudi puščavski vihar, nisem mogel teči niti 7 minut na kilometer. In sem se boril z mislimi, kaj bo, ali noga zaostajala, v želodcu težave in tako naprej. In je bilo do enega 8 kilometra. Potem sem še zavil dol in sem uspel bruhati. Po čez 15 minut, po 2-3 kilometrih sem spet šel bruhati in potem pa mi je odleglo in je šlo naprej. No. Potem je bilo pa spet tam na 25 kilometru. Sem opazil, da mi pobira supergo, da mi je levo peto že čist skorilo, če lahko tako rečem. Sem pač mislil, ker so bile superge nove, da je pač napaka v materialu. Ne. Čez nekaj časa zamenjam superge, se je spet začelo pobirati. To se pravi, da je pač mi noga čuden delala in zabijala v tla. Ko smo štartali, mislim, da je bilo vse skupaj v prve pol ure. Prva postojanka smo sfunkcionirali normalno, itak je rabil samo tekočino, tako da smo v nahrbtnik dali pol vode in pol leda, je bilo super. Druga postojanka je bilo že čez 2 milje, prehitro. Smo mu dolile samo vodo in je začel piti, da je preveč vode in premalo ledu, da je voda prevroča. Tretjo postojanko sem rekla, ja seveda, deva mi 2 hitro samo led noter, bova že nekako. In je bila drama, je bilo konc. Valjda, on je dobil samo led se ni topil, jaz sem bila prepričana, da se bo seveda na taki vročini led takoj stopil, led se ni topil in ni mogel piti. In je začel piti in mahati in potem smo vzeli walkie-talkie. In potem je vse sfunkcioniralo. No. To je bila nataka, ampak bila tako hitro, da smo bili vsi v šoku in v stresu in ko v bistvu sploh nisi vedel, kako odreagirati, se je to zgodilo na začetku, da smo kar takoj pozabili na to. Evo, smo iz depresije ven, na 67 km. Z Mirkotom smo se dosti pogovarjali o tem in na koncu je pretehtalo, pač, da je to njegova velika želja, da bi račel nazaj, da bi pač naredil še eno kljukico v svojem tekaškem obdobju. Ker lani je bilo res hudo, mislim, z čustvenega vidika, ne, ker ti kot partnerka, kot družina, otroci so odzadaj, pač razmišljaš o tem, da se ne bi kaj zgodilo, ne? Kar lahko pride seveda pri takih obremenitvah. Dosti kolebaš, ne? Nisi stroj, ne? So čustva odzadaj. Ne? Če bi jaz šla, ne bi šla več. Sem bil na vseh treningih z mislimi v dolini, na vseh treningih v Sloveniji, pa tudi prej smo šli od doma, tako da sem bil že več kot 10 dni pred tekmo v dolini. In prvi trening, ki sem ga pač poskušal narediti, je bil puščavski veter, tako da mi je pač razumsko sem odnehal in sem naredil samo 1,1 km, tako da sem jo začutil. In živim z njo zdaj že 10 dni.
jutro! Servus. Gremo iz vroče noči v še bolj vroč dan. Kako je zdaj, še vedno ogrevanje samo? Ali je zdaj že malo naporno? Pa se probam parati v klance. Praviloma moram lavkati še 1,5 kilometra pa lahko hodim. Pa se začne še večji klanc. Tako sem dogodil. Ampak sem pa zdajle imel zajtrk pire, krompir s slanino. Jami. Za energijo? Ja. Od Stovepipe Wells dalje do Elevation Sign, ki bo na levi strani. 2000 fitov višincev. 2000 fitov, ja. Tle je cut-off na 50,8 milje. Tako. In do tle moramo priti v 12 urah. In to je v bistvu najtežja cut-off točka. Do sem je kar naporno in bo treba kar pohiteti. Pa smo pa rešeni. Ta cut-off je ob 10 zjutraj, ampak mi računamo, da bomo ob 8 zjutraj tukaj, to je po 10 urah. Ja. In potem gremo dalje od tega cut-offa, gremo naprej in imamo naslednji checkpoint, ta tretji, kjer je 58,9 milje, kjer smo računali, da bomo ob 10 zjutraj. To je na prvo grovje na vrhu, ja. Tako, in potem šibamo dalje do Panama Springa, kjer računamo, da bomo ob 1, to je po 15 urah. Tle bo najbolj vroče. Tle bo najbolj vroče, pa mi računamo, da jih bo samo 43. Tega hrane smo se pogovarjali, sem pač določil, da bo kar bolj pogosto malo, pa večkrat. Na 1 uro nekaj. Ena malenkost, majhen košček kruha, pa medu gor, pa pol banane, celo banane, ampak vsako uro, vmes pa energija, ki je potrebna, da pač gre telo naprej. Banane ne smeš na tla vreči. Ker pač Mirko bo mogel konstantno, mislim, da vsakih 10-15 minut spiti pol litra nečesa, ne. Tako da 50 litrov tekočine bo mogel, koliko sem jaz računal, vzirati, ne. Skupaj, voda plus elektroliti, plus karkoli pač bo že treba, ne. Kak je to za načrt? Bomo videli, če kaj gre, več pa gremo tja. Gor je na Panama Springsu? Ali Down Pass? Stopom. To je Panama Springs, to je pa predaleč, tak. A ja, ti misliš tu na tem ravnem delu? To je ravnem, ja, ker bi se morali te... Pa ni lepo. Ne, da bi Markota potem, če bi ga tam drugega počakali, da v njih Sprina pojeli, ne? Lahko pa gremo v Panama Springs, a tiste sepine, toliko nazaj, ne vem, to je 2-3 kilometre nazaj. Hodimo, kaj? Ne vem, kaj narediti. Največ se naučimo od stvari, ki nam ne uspejo, če gremo naprej. Naučil sem se od lanskega leta, da je tukaj Amerika, da so drugačne razmere, da se sistemsko treba bolj pripraviti, kot je dodajanje soli, ki so ekstremne temperature. Več sem vadil višino, klance, letos imam tudi tako imenovanega sotekača ali pacerja, tukaj več kot 10 kilometrov brez spremljevalcev, si obsojen na neuspeh. Komu gre težje? Komu gre težje zdaj? Jaz se precej zdela. Kak je Mirko?
ker pa tako rožica. Mene ena noga dobro dela, druga mi je pa še verjetno so bil konstrukcijo, me pa bremza. In potem bo spustil in se bo videl, koliko je ura. Če je pri spustu, bo šlo tako, da se bo mogel po domače povedano bremzati, zavirati, da bom čutil, da ne smem toliko forsirati, da bom lahko šel. Potem je to dobra taktika. Ima pa spust tudi svoje značilnosti, se pravi, zdaj si tekel non-stop poklanec, delajo mišice, zdaj boš čisto obrnil. Treba to na spustu paziti, da si ne bi slučajno kaj pretegelni, delajo čisto druge mišice. Tega spusta pa 21 km, spet je to dolgo obdobje. Nekako po spustu pridemo v Panamint Springs, bo spet začela vročina, sonce bo, to se pravi, da bomo tam 9-10 ure zjutraj, se pravi, da bo tam začelo spet precej žgati. Da ne bomo uničil. V drugem klancu najhujše bo, ker bo vroče in je dolg, zahteven klanec. Tukaj se vidim glavni problem. Še vedno bo to 44-40 stopinj, se pravi izjemno vroče. Telo po 70 km normalno bo Mirko že utrujen, ker ni normalno, da ne bi bil. Tukaj po moji oceni je najhuje, ker je 1500 metrov skozi uspenjanja, kar pač teh treningov mi nismo delali, nikjer ni take dirke. To je tako kot skrmena Trigla. Kar hoče 2 milji. Ja, si slišala? Kar hoče se čez 2 milje. Evo vidiš, oj! Hadi to povem, da sem se že ogrel. Sem ogret, zdaj pa še 2 maratonska, pa smo doma. Vročino načeloma dobro prenašamo, je pa res, da to ni vročina, to je pekel, tukaj bo 50 stopinj oziroma med 45 in 50, pa kar precej ur, tako da bomo videli, nismo še imeli takšnih primerov. Na splošno pa vročino nam je v redu. Boljš kot zima, boljš prenašamo. Sonce je naš prijatelj. Ja, sonce je naš prijatelj. S tem, da en je rekel, da je to tako, kot si v savni, da v savni lahko odpreš vrata in greš ven. To ni tako, kot v savni, ko lahko odpreš vrata. To je tako, kot si v eni pečici, ko piha še veter vseh koncev in krajev in se mi zdi, da to se sploh ne da opisati. Na miljo 7 so postojanke, samo tam lahko ustavljam. Je ne smem ustavljati. In ti prideš v avto, ne jaz k tebi. Ti moraš priti v avto. In samo tam lahko ustavljam. Če kaj plačaš, pridem. Ja, zabavi se. Death Valley is really well known for its extremes. Hottest, driest, lowest place in North America. And really during the summer months, we might be the hottest place in the entire world. We do have the hottest official temperature ever recorded, 134 degrees Fahrenheit. It's about 57 degrees Celsius, which was measured back in 1913. The name Death Valley originates back in the 1800s. Back in 1849, the first group of European Americans who were traveling through the region, they were looking for gold, and they tried to take a shortcut through what today we know as Death Valley. And they had a pretty bad time. They got lost, they had to kill their oxen for food, they were trapped here for weeks, and one of their members died. And it was such a memorable and really horrible experience that as they left, one of them turned around and said, "Goodbye, Death Valley." And this is the story they told to others, and over the course of the next decade or so, that name started to stick.
But for the local population, for the indigenous tribe here, the Timbisha Shoshone, they don't call it Death Valley, they actually call it Timbisha. It's named for this red rock found at the mouth of Golden Canyon. Ja, da ne razmišljaš, kot vse boli. Lega. Na taki dolgi preizkušnji, na taki dolgi ultra tekmi pride enkrat, dvakrat, trikrat do krize. To pomeni, da si čisto izčrpan, da se moraš nahraniti z ogljikovimi hidrati. Ali pade psiha tukaj, da se sam sebi smiliš in misliš, da ne moreš naprej. In ko pride do tega, upočasnim, usedem se glihne, se najem, tudi malo pogodrnjam ali pa, kakor pravijo moji spremljevalci, rado denergam, ne, in dam to iz sebe ali tudi zapojem in se gre naprej. Klanec je dolg 28 km, 6%, tako da je klanec je kar zahteven dolg. Smo se pa nekako zadali, da bi to 8,5 minut na kilometr mogel priti gor, če bo šlo vse po sreči. Se pravi, da to tudi, če malo tečeš, hodiš, je še vedno dosegljivo. Jaz sicer sem šel iz Kopra, od doma sem šel pripravljen na to, tako da sem bil psihično in fizično na to pripravljen. Je pa res, da v svojih tekih nisem navajen za nekoga skrbeti, ne. Tle sem jaz za Mirkota skrbel in sem morda zaradi tega tudi pozabil skrbeti zase, ne. In sem morda premalo pil, premalo jedel, se premalo hladil. Se pravi, v tem drugem vzponu, ko je bilo najbolj toplo, tudi cesta precej ovinkosta, so bili trenutki, ko mi je bilo res težko in moram priznati, da ko smo prihajali tle do Father Crowleyja, se pravi, tle, ko se ta prvi del tega klanca nekako konča, sem šel do spremljevalne ekipe in sem rekel, da mi mora nekako pomagati in takrat sem res mislil, da morda sploh mu ne bo mogel več pomagati. Jaz sem bil popolnoma izčrpan. Ne, tle v tole mu dam, le. V ta klanec sem še nosil po mojenih 5 kg dodatne vode, ker tam ni dovoljena pomoč, tako pogosto kot druge, oziroma so točke, v katerih lahko Mirko dobi pomoč, omejene. Tako tam sem bil res izčrpan. Je pa res, da na srečo so me tam res z neki sladkarijami, z neki pijače, nekaj to, so me malo, bi rekel, jaz pocartali, Mojca in Rado, in sem potem po 10 minutah lahko normalno spet koliko toliko začel teči in sem potem lahko spet ulovil Mirkota in so šla potem do konca lahko spet skupaj. No. Klanci niso moja jača strana. Moram go čez. Ja, meni je šport, triatlon in pa tudi tek del življenja, se pravi, ne cilj, pa samo edino tek in šport, ampak del vsega, se pravi, treba je upravljati tudi službo, poklic, družino, prijatelji, si vzeti čas za sebe in seveda tudi šport. Tako da tudi v tem smislu je šport ne izstopa v primerjavi z ostalimi, se pravi v primerjavi z družino in pa službo in tudi šport je zelo sproščeno. Vzamem ga kot nek temelj,
kjer imam potem zaradi treningov kondicijo, sem sproščen, pozitiven in to prenašam potem lahko tudi v službo in v družino. In mi šport kot tak me ne obremenjuje, ampak mi daje v bistvu pozitivno energijo in veselje. In zato tudi pred tako tekmo nimam neke treme in vzamem to kot užitek, zopet spet tisti moto, izkoristi dan, izkoristi, kaj ti tisti dan ponuja. Če ti ponuja sonce, vzemi sonce, če je dež, je dež. Ker yin-yang je naše življenje. Brez trpljenja ni veselja, brez nesreče ni sreče, brez dežja tudi nič ne zraste oziroma potem nismo veseli sonca. Tako da v tej kombinaciji jemljem tudi šport, tudi tekme in vedno pozitivno, nikoli kot stres. Ura je, koliko je ura? 6? Ne, ni še 5. 5, ja bo. Pa še ne 3 ure ne bo lučk. Ne. Dobro. Light show pride pol več kasno. We are the champions of the world. Ok, čau, uživajte. Gasa. Seveda na tako tekmo se pripravljaš 10 let in več in dejansko želiš, da čim dalj časa traja in uživaš. Seveda bo pa zelo naporna, predvsem zaradi vročine in očitno se bo ta užitek zelo hitro spremenil v trpljenje in borbo in vztrajnost do konca, ker so pogoji tako ekstremni, da človeka res ponižajo in smo hvaležni, da lahko pridemo do cilja in pokažemo vse svojo moč, železno voljo, da pridemo do cilja. Dala ful, veš? Dobro. Si ful. Smo na predzadnji postojanki pred Long Pineov, Darwin. Tam sem pogledal na spisek, cirka 30, mogoče še manj tekmovalcev je prišlo čez od vseh valov, 8, 9 in 10. In pravi, it's super slow race today. Nogice malo bolijo, sploh tek za uklanc, ker nisem tukaj natreniran. Navzdol je pravljica, ker samo leti, tako da zdaj imamo 50 km navzdol. Tako da to me zdaj veseli. Bandana? Ne, kak ima TV program? Ringelspiel all the time. Jecem te. Špricam lahko? Še ni nič obiskal. Nehaj, da s tem špricam. Ne. Ne še. Na koliko stavljamo? Da nam bo zdaj spet potegnili? Dajmo na 3 km za vsak slučaj. To je 2 milji. Ja. Ok. Have some fun. Se vidimo, če vidimo. Ja, uživaj. Ja. Luka je boljše zdaj, ko ni vroče. Pa Mirko? Nisem ne noga zastajala, lej, ker sem zivničil. Le to idemo. Ne, se ta ni tukaj, tudi ta je. Obe. Obe? Noga me nagaja, pa to je. I to ne odpusti. Luka, kak se držiš? Povej nam malo, kak... Zdaj je v redu, pač mi malo slabi zdaj že v redu. V kakem smislu slabi? Slabi se počutim. Kako sem neki bolan življenj svoj. Moj zakon.
Mojca, boš tvoj tam pridal. To je zdaj pa že v redu. Nohti dol, pa kompak. Ideš več le. Mislim, da to nekaj me noga šteka, ne Mirka ima na levi nogi že, odkar se midva poznala, eno kronično poškodbo. To je poškodba pri rastišča mišic zadnje lože v podzadnico in se vsake toliko časa se pač zbudi. Ko smo šli v Ameriko, je bilo telo izgledalo kako normalno pripravljeno, tudi normalno je funkcioniralo, vendar je tam že kmalu na začetku je prišlo tistega sunka vetra in pri tiste sunku vetra je Mirko zarotiralo telo in je zbudilo zopet akutno stanje te poškodbe, se pravi je grozna bolečina. Na začetku sem bil precej zaskrbljen, ali bo zmoglo, ali bo telo sprejelo terapijo, ali se bo odzvalo, kakšno bo stanje. Mirko sam je toliko bil odločen v vsem tem, da je tisto najhujšo fazo prešel. Telo se je rahlo prilagodilo, se pravi je zavzelo drugačno držo pri teku, kar ga je seveda oviralo, mu počasnilo hitrost. Začel je drsati z nogo oziroma s peto po tleh, tako da je celo obrabo trojne superge do konca tisto gumo. Pol pridemo tle do Lompajna in pol je še zadnji vzpon. Najbolj strm vzpon, se dvignemo tudi na kar visoko, 2500 do 1600 nadmorske višine, se pravi je naklon je 7,5%. Pozitivno je to, da bomo že v načeloma okoli 8 zvečer, zdaj upam, da tudi Mirko to računa, da bomo tle v Lompajnu. Iz tvojih ust bo že všeč. Tako, bomo v Lompajnu, se pravi, da bo tle bistveno bolj hladno. Včeraj je bilo zvečer še 30 stopinj. Tako da bomo videli, kako bo. In potem začnemo ta vzpon, dajmo reči, res v temi, bo relativno hladno in potem nekako sem si jaz zadal, da teh zadnjih 21 km bo to, jaz sem celo računal, da bo to kar neki hoje vmes, no. Tudi če delamo potem 15 minut, da porabimo vsak kilometer, bo to še vedno izvrsten rezultat, no. Me veseli, da govori Luka, bomo končali, ja. Ker je za razliko od drugih večine tekem ali pa vseh, da si čist odvisen od spremstva. Tukaj na Wetwater ne moreš brez spremstva niti 20 km. Z Radotom sem se spoznal silom razmer, ki mi je pač leta 2018 januarja prinesel moj prijatelj konopljino smolo, da bi lažje preživljal težke dneve, ki sem jih trpel zaradi bolečin v kolenu, ki je bila posledica ledenega zamika. Mi je dal telefonsko številko, je rekel, pokliči tega, ta je mene rešil. No, in sem ga poklical in sem prišel na vrsto čez 14 dni. In po drugi terapiji mi je stvar začela funkcionirati in se je prenagnilo na boljše. Takoj sem začutil, da je topel, energični človek. Sva postala s časoma prijatelja. Ja, dobro jutro. Ja, to si rabil vsem, kot do celo tekmo. Ja, lej. Hello, guys. All right, we got you through the Lompine. 4, awesome. Where can I sit for a second? Kako da ste pa že videli dole, Mirko, že v dolini? V dolini je že, zdaj je šel že gor pa 2 urama. Te čaka, da priješ za njim? Priden je, pa je leto kasneje skvera.
Ženka, bomo mi malo pojedli. Tlele boš pojedel zdaj? Ja, no. Ker sam preletam. Pa ja, mogoče tele glih ni najbolj primerno. Pa smo levo zaviti tamle, za parkingu. Hočeš. No. Ok, guys. Na parking, kateri parking? Semafor levo. At the light, you take a left. Okay. Ja, in potem takoj mi ustavimo. Oče, ti dam novo luč. Ja, takoj ti novo luč. Je črno ali pa? To ne. Ja, če ste to popravili. Ja. Dobro, javim ne, Mirko, če me zdaj čaka gor, bo dolgo še čakal. Naj bo, da gre spat malo. Franci so me zbatne. Da so dalje, ne vem, pa Franci. Rekel, to je to. Tako da se na koncu se je nekaj poznalo. Ja, ampak pomembno je, da pridemo gor. Sploh na ultratekih je družina, predvsem žena, tista, ki mi drži štango, če lahko tako rečem, brez nje bi težko šel na tek, ker tudi vse naše preizkušnje, treningi, tekme so dejansko družinska stvar. In glede na to, da so punce stare od, če rečeva, 8-9 let pa do 19 let, različno še dojemajo te preizkušnje, seveda posredno pa nekako dobijo to sporočilo, da potujemo, da se trenira, da je šport, da so neki cilji in da s treningom tudi nekam potem prideš. Je pa res, da ko so vse skupaj na kupu, je to kar zanimivo. Ne? Žena in 3 hčerke, 4 dame v avtu in je tudi pestro. Ja. Ura je 5:33, zjutraj, sreda, 40.7. in zdaj je 24 stopinj in zdaj čakamo mami Ačija. Zdravo, fanta. Kako gre? Moram gre. Zdaj, samo konec. Je konec. Malo še, no. Zdravo, vidim. Kam moč, da ne je tlele počil. Lani, ko sem odstopil, so bili moji najdražji v skrbih. Jaz niti malo nisem bil. No, zdaj sem večkrat pretiral. Sem bil tudi, ampak jaz sem se počutil boljše, kakor sem kazal na ven. Moja volja in moč, mislim, da presegata to utrujenost, tudi bolezenska stanja, tudi leta in to sem prepričan, tudi zato tečem in s tem te krepim. Hvala, Renka. Ker še enkrat ponavljam, tečem zato, da bolje in kakovostnejše živim, da kontroliram potrpežljivost, krotim svojo jezo in da ne bi v svojih napakah. Že pred ciljem 5 km, pred zadnjim sponom, je gorast priletel, oči lahko s tabo tečem. In je bil tako vesel, da ni vedel, kaj bi počel. Ki je videl, da bo oče prišel v cilj, ker je bil z mano leta 2019 na Špartatlonu in lansko leto in obakrat nisem prišel do cilja. No, in tista veselje, adrenalin proti koncu je najbolj me napolnilo, ker je bilo spremstvo tako veselo in da sem pač izpolnil pričakovanja. Jaz sem se zavedal in oni so pa čutili, da so del zmage. Vsak je dodal svoj kamenček mozaiku. Bravo, ratalo vam je. To nam je. Hvala. Ponosni smo na vaju. Official finisher
all the way from Slovenia. Congratulations. Thank you. How do you feel? Amazed. Excellent. Well, congratulations. You traveled here last year, but did not finish, so congratulations to all of you. To je svetovna. Svetovna. 2 noči med zaspan. Čustven. Sem šel tudi na Ostrahom, je bilo na lansko leto. Ampak smo zmagali. Hvala ekipa. Bravo! Oči. Nič, hodila sem samo povedati, da se vzpenja še zadnjih 5 milj je pred njim in da mu gre super dober, še čist malo in potem je ta nora, težka preizkušnja za njim. Svoje občutke bo pa zapisal in povedal kasneje. Zdaj se je pa še sonček pojavil, tako da srečno, še čist malo. Evo, pa smo prišli do vrha. Ja, ni. Končno. Naše, malo še V imaš? 36 urah. Gre? Bravo naši. Prav, naš. Počutje? Počutje? Dobro, utrujen, drugače nogice me bolijo. Drugače pa v redu. Nogice so pa skurjene. Jaz že na vseh teh tekmah ugotavljam, da če sem sam, so te tekme zelo prazne. Ko prideš čez cilj in si sam in ni družine, ni žene, ni otrok, nekako ni to to. Če smo pa skupaj, potujemo po svetu, ker pred in po tekmi vedno sledijo še neke druge aktivnosti, je potem ta veselje, sreča popolna. Tako da meni je kar pogoj, da smo skupaj, če sem sam na tekmi in pridem v cilj, nekako sem prazen. Ja. Uživamo. Bravo. Hvala pupe, hvala za support. Please, belt buckle, the trail of ultra running, the elevation profile, we're standing here. This is Latin, it says let it be given to those who are the into and congrats. So we do that and then we'll just get the back flag. Oni čakam, da si usedem. Zenki, hvala, ko me je podvrtila. Hvala. Člancov ni zmanjka, pa jih ni zmanjka. Droga. In ko je Marko rekel, joj, veš, Tina, jaz ne vem, kako bo, mene je strah, ful se mi spi, mene je strah, da bom jaz kam padel. In potem, ko ti reče nekdo, mene je strah, da bom kam padel, rata še tebe malo strah, ne? Da se res kaj zgodi. In sem rekel, nič, pa bom šla pa jaz hoditi. Kaj, sej, mislim, hoditi sploh ni problem, ne? Pač samo hodiš in to je to. Tako da sem rekla, bova šla. In sva šla. Kje sem najdla, ne vem. V bistvu sem rekla, sej nekaj pa moram narediti spet zase. Sej sam sedim v tem avtu, po drugi strani, če se bo malo sprehodila, ne bo nič narobe. Pa sva šla.
Čustveno je bilo predvsem na koncu, ne. Naprimer Gorazd, sin, je bil tako srečen, da je prišel do konca, ne, ker naprimer lani mu ni uspelo, ne, ko je bil zraven. Pač tudi zadovoljstvo sama, ne, veselje, naprimer ne reči, da bi razjokal, ne, pač čustva zelo vplivajo pri takih trenutkih. Pač je potem vredno vsega truda, vsega odrekanja, vsega, pravzaprav, ker imaš spremenjen način življenja, ne, pri takšnih tekačih pač se moraš prilagajati. Jaz sem malo sozne oči dobil od radosti. Ponosen sem bil na Mirka, da mu je uspelo. Na nek način sem tudi jaz občutil, da sem tudi jaz pritekel, oziroma tudi jaz sem imel tak občutek, da sem prišel na cilj. No. Mislim preko njega, ampak občutkov moje, res je bila to ena velika radost. Jaz načeloma tekmujem na rezultat, ne na cilj. Ne. Zdaj, mislim, da meni cilj dostikrat ni glavna prioriteta, ko grem na tekmo. Jaz si želim vedno dobrega rezultata, zmagati, biti med najboljšimi. Ne. Je pa res, ko se vse ostalo poruši, je to osnovni cilj, da priješ do konca. Ne. Tako da, ja, v vsakem primeru. Cilj, zmaga, uspeh odtehta vse te bolečine. Če tega ne bi delali, ne, bi bili doma. Mirko, povej, a te kaj zebe? Čist nič. Nobene te prave vročine. Ja, mene pa ima zebe. A greva spet v Ameriko na Badwater? Ja, pa sal bi. Ampak ne naslednjo leto, ne? Ne, naslednjo leto sva rekla 48 ur, ne? Svetovno prvenstvo? Ja, najmanj. Pa 24 ur svetovno prvenstvo? Ja, tisto je pa za slastico. Točno tako. Čez 2 leti gremo pa z Lukatom pa še enkrat na toplo. Ja, če bo vse po sreči. Tako. Kaj pa je tu? Aha, bomo šli? Se nam bo dalo tudi vročina. Pa ne sreča. Evo, vrla se nam guma na poti iz Las Vegasa. Vse gre, vsi bi nam radi preprečili to tekmo, pa mi se ne damo. Spider, we could be the fire, coming on the road.